Ljudske pravljice svoje modrosti prenašajo iz generacije v generacijo po ustnem izročilu. A pri potovanju od ust do ust se včasih tudi kaj izgubi. K sreči obstajajo radovedneži, ki pravljice zapisujejo in zberejo v čudovite knjige. V 100 slovenskih ljudskih sta uživala Ava in Juš. Ava, marsikdo bi pomislil, ko bi vzel v roke knjigo pravljic, da je to pravzaprav knjiga za mlajše otroke. Ampak to ne velja čisto, a ne? Tako sem tudi sama pomislila, ko sem knjigo prvič vzela v roke, a ko sem jo odprla, začela listati in brati, mi je postala čedalje bolj zanimiva. Priporočila bi jo vsem staršem mlajših otrok, da bi skupaj prebirali, se podajali v svet domišljije in spoznavali kulturno dediščino Slovenije. Skratka, knjiga za celo družino, a ne? Ja. No, glavni junaki v tej knjigi pravzaprav večinoma nimajo imen, kakšni imajo, ampak ponavadi jih kličejo bolj mlinar, čevljar, kraljica, skratka jih opišejo s poklici. Pa tudi kraji dogajanja ponavadi niso definirani, ampak ti si jih pa nekaj prepoznala, a ne? Ja, nekatere sem že videla, druge pa že slišala. Naprimer, Ajdovska deklica na pristanku, Dunaj, Komna, Mariborski otoček. Odlično. Potem pravzaprav potujemo po celi Sloveniji, a ne? Ja. No, tele pravljice z vseh koncev Slovenije je skupaj zbrala Dušica Kunaver, ki jo zdaj pozdravljam v najini družbi. Dušica, pozdravljeni. Kaj pa je skupno tem pravljicam, ne glede na to, iz katere regije prihajajo? Skupno vsem regijam je predvsem dobrota, dobro, vse, kar je dobro, naj zmaga. In to naj pride v tisti dobi v otroško dušo, ko je otrok najbolj sprejemljiv za vrednote. Hvala lepa. Ja, da se dobrota izplača, je res dober nasvet, a ne? Marsikatera pravljica pa govori tudi o tem, da pravzaprav, če imamo denar, ni nujno, da bomo srečni, a ne? Ja, to nam pove pravljica Denar ne osreči človeka, ker dokler je kmet svoje izdelke oziroma metle prodajal z veseljem, je bil srečen. Ko pa sem šel le za denar, je pa to srečo in veselje izgubil. V zgodbi Zlata ribica in prevzetna drvarka pa izvemo, da puh in pohleb ne prinašata zadovoljstva. Skratka, ne iščimo srečo v materialnih stvarih, ampak v sebi. Ja. Hvala lepa, Ava. Rok, kaj pa je tvoj recept za srečo, a? Ja, Juš, kar kompleksno vprašanje. Mislim, da ti v enem stavku težko odgovorim, ampak včasih lahko rečem, da so te malenkosti, mali trenutki sreče, da ti včasih prinesejo največ zadovoljstva. Tako, me prav zanima, kako pa bo vas osrečilo tole vprašanje. Kateri skupini bralcev so namenjene pravljice? A. Predvsem mlajšim otrokom, ki še ne znajo brati in jim berejo starši. B. Različnim skupinam, ker vsebujejo globlja sporočila in vrednote. C. Predvsem mlajšim otrokom, ki jim zaradi pomanjkanja znanja berejo odrasli. Ali D. Predvsem odraslim bralcem, saj oni otroke učijo vrednot. Katera skupina bo torej najbolj primerna za tele pravljice? Dobro premislite in odgovorite. Pravite B. Kot smo slišali, pravljice prenašajo pomembna vodila, kot je sporočilo, da sreče ne iščemo v materialnih stvareh, temveč v sebi. Ta sporočila niso pomembna le za dojemljive mlajše otroke, temveč za vse generacije. Pravilni odgovor je res B in verjamem, da vas bo osrečilo novih 5 točk na računu.